Prvenec Toma Podstenška Dvigalo spominja na kratko zgodbo Tine Grandošek, Srce v dvigalu, in sicer spremlja 5 zelo različnih ljudi, ki so v petek zvečer oziroma v petek popoldne, ko končajo službo, njihovo rutino preseka ponorela oziroma uničena tehnika. Obtičijo v dvigalu za 3 dni, in ker so to sodobni, moderni subjekti, jih pravzaprav med temi 3 dnevi nihče ne pogreša. Teh 5 ljudi je prikazanih zelo karikirano, obsežni so dialogi, preko katerih spoznavamo te ljudi, zelo malo je opisa, ves roman je zgoščen na opovedovanje akcije, kot je značilno za sodobni roman zadnjih 10, mogoče 20 let. Predvsem pa manjka mogoče psihološke introspekcije, zaradi katere bi ta roman bil veliko bolj prepričljiv, veliko več bi bilo potrebno grajenja na suspenzu, ki ga zdaj zaradi te enopomenskosti, psihološke nepoglobljenosti, zaradi te karikature, teh likov dejansko zelo primanjkuje. Tako da bralec pravzaprav je na koncu ob tej Danovi ekskalaciji nasilja precej presenečen. Kljub temu pa je roman seveda se splača vzeti v roke, predvsem zato, ker je danes branje predvsem osredotočeno na tole užitkarsko, trivialno branje, se pravi, da ljudi bolj ali manj zanima zgodba, in ta roman podaja točno to, podaja zgodbo, zaradi česar jaz mislim, da se bo marsikateremu bralcu prikupil, hkrati pa je mogoče razumeti kot eno tako parabolo sodobnega sveta, oziroma o tem, kako pravična distribucija dobrin pravzaprav nikoli ne bo mogoče.